Tadam, temno je. Za okni tuli veter, temno je. Jaz pa imam v žepu plašča še vedno skrit kamen. Po noči tečem skozi našo vas, tečem na hrib in naprej, vzdolž potoka v smeri toka. Svetim si z baterijsko svetilko. Prameni las, ki se po kopeli niso uspeli do konca posušiti in ki mi štrlijo izpod kape, se mi na vratu, ki sem ga pozabila ovit v šal, spreminjajo v ledene sveče. Marčevska noč je in temperatura je blizu nule. Tokrat prvič nekaj takega delam sama, brez Madle. Toda tukaj poleg nisem mogla pripeljati Madle. To moram narediti sama. To je moja pomembna misija. Stara sem 11 in to je moja prva pomembna misija. Tečem vse do gozda, toda le na rob. Tam jo že zagledam. Odeta v bele cunje v tej temi sveti. Z lesenim križem, na katerega je priklenjena, se je zataknila med kamni v plitki vodi. Po njej se stegujem z brega vse do tam, kjer imam slamnato roko. Najprej mi uspe uloviti le par zrahljanih mokrih stebel, potem pa vendarle zagrabim letev pod slamnato roko in jo začnem vleči na breg. Do tega moram vložiti presenetljivo dosti moči. Križu se noče izmed kamenja in pa, čeprav tako ne izgleda, konec koncev gre za lutko, nič kaj večje od mene, za slamo, cunje in 2 deski. Ni lahka. Končno jo potegnem na breg, jo poleg sebe položim na hrbet in potem, ko pogledam s črnimi vodenkami naslikan obraz, tiho zakričim in skočim nazaj. Pretirano zlovešči izraz na beli rjuhi se je namreč še bolj pretirano razmazal. Polovico obraza je tok vode nežno razmazal navzgor. Eno oko izgleda, kot da bi bilo nabreklo vse do čela. Kotiček ust pa se ji v bizarnem nasmešku razleza vse do polovice cunjastega obraza. Nenadoma me postane sram. Saj sem vendar na misiji, nimam se česa bati. Sploh pa ne, ker lutka tako izgleda čisto smešno. Ja, temu bi se prej morala smejati. Morala bi se smejati, si rečem, in se za vsak slučaj pa glasno zasmejim. No, pa pridi, jo nagovorim. Vendar s tem nenadoma prestrašim sama sebe. Predstavljam si namreč, kako mi Morano odgovori nazaj, v temo. Predstavljam si, da naenkrat slišim njen glas, hreščeč in pljuskajoč, klokotajoč in globok, toda ne razumem več, kaj pravi. To se trudim takoj pregnati. Namesto strašljivi predstavi moram raje premisliti, kam z njo. Vse naokoli je gozd. Kam drugam bi jo sploh lahko odnesla, kot pa globje van? Zakaj nisem poleg vzela Madle? Morda pa mi tega ne bi skušala preprečiti. Morda bi jo tudi ona hotela osvoboditi in skriti. Morda se je skupaj ne bi bali in vse skupaj bi bil en velik hec. Namesto tega pa sem tukaj sama in začeto moram dokončati. Vstajam iz zamrznjenih tal in Morano primem za spodnji del križa, tako kot se jo nosi skozi vas. Ampak zame je pretežka, z njemi na ramena in na glavo kaplja ledena voda. In po par korakih se tako ali tako prevrne nazaj in zapiči v zemljo. Zato pa jo zgrabim okoli pasu, njeno telo povprečno naslonim na svoje. Vendar tudi to vzdržim samo za trenutek. Zelo neudobno je in še težje. Potem jo pa samo še vlečem za sabo. Trudim se hoditi kar se da hitro, ampak sem tudi s tem tempom počasna. Po poti razmišljam o konkretnem mestu, skrivališču, kjer bi jo lahko pustila. To mora biti mesto, odkoder najdem spet domov in ki ga lahko potem spet z lahkoto najdem. Vseeno pa mora biti skrivališče, da je ne bi našel kdo drug. Ali pa vsaj nekaj časa ne. Vsaj dokler ne najdem bolj skritega mesta in sabo ne pripeljem še Madle. Poleti bo Madla že bolje, zdrava bo že in gozd ne bo več tako strašljiv. Potem lahko Morano nekam skriva skupaj. Hec bo. Morda si lahko zanjo skupaj izmisliva tudi neko drugo ime. Lahko jo in tej misli se malo zasmejim, krstiva. Čeprav nimam pojma, če se pogansko boginjo sploh da krstiti. Pri krmilnici sem, podam se na desno, v smeri vasi, v smeri iz Mrhovine.
Po označeni poti se trudim hoditi naravnost. Svetim si svetilko. Delam enakomerno dolge korake in jih štejem. Neka nočna ptica zaskovika, zdrznem se, zakričim, ustrašim se lastnega odmeva, ki med drevesi zveni, kot da se vrača k meni, in postane mi čudno. Daj no, nisi stara 5 let, ne bodi boječka. Hočem, da se to čim prej konča. Pospešim korak. 48, 49. Morana postane še težja. Obračam se k njej, ampak ne vidim je zares. Moram se ustaviti in z drugo roko svetilko obrniti proti njej. Namerim. Le za trenutek zagledam grozljivo sliko. Nabreklo oko in to ukrivljeno grimaso. Kot da bi čakala, da bi me lahko iz teme prestrašila. Svetilka mi pade iz roke. Toda slika od prej se mi še zmeraj mota po glavi. Globoko za očesnimi votlinami, ostro osvetljena, takojšnja in dokončna kot udarec strele. Bu! Sklonim se po baterijo in se izogibam pogledu na grimaso, ki jo snop delno osvetljuje. Razburjena sem. Ob najmanjšem zvoku poskočim. Bu! V ušesih mi bučijo drevesa. Roka, ki drži svetilko, moja roka, se trese. Morano vlečem za čisti konec križa. Njenega slamnatega telesa se nočem več dotikati. 61, 62. Zakaj listje kar naenkrat glasneje šumi? Dračje pod nogami glasneje poka. Veter glasneje tuli. Trudim se globoko vdihniti in izdihniti. Dol mi visi, da je tako težka, da je vedno težja. Tako ali tako je to zaradi tega, ker za sabo nabira kup vejevja in se vedno bolj zariva v prst. Zagotovo je to zaradi tega. Vendar pa imam z vsakim metrom občutek, kot da za menoj raste, postaja večja, postaja živa, se dviguje in se steguje po meni. Za nič na svetu se ne ozrem nazaj. 93, bu, 94. Zakaj to listje tako rjove? Obupno moram zamenjati roki, ampak vem, da me bo to upočasnilo, da bi se morala ustaviti, tako da stisnem zobe in nadaljujem. Svetim si samo po pešpoti, od katere ne utrgam pogleda. Kot da bi me nekdo opazoval izza drevesa, vedno par korakov pred mano. In ko končno grem mimo tega drevesa za jelko, odhopsa malo naprej. Kot da bi mi sledil cel gozd. Na glas štejem. 104, 105, dovolj je. Ustavim se. Obračam se najverjetneje celo večnost in ob tem zadržujem dih. Zdaj lahko zagledam karkoli. Zdaj res lahko zagledam karkoli. Pravim si, bu, nehaj že. Končno se obrnem. Z očmi se izogibam neposrednemu pogledu na njen obraz. Dvigujem letev, s katero so podstavljene njene roke. Kaj če zdaj spleza name? Slamnate roke odtrga z letve in me tesno objame. Hitro jo vržem k koreninam drevesa. Ponavljam si, da vse to ni bila napaka. Je že konec, se tolažim, ko odhajam od nje in se trudim hoditi sproščeno, mirno, pogumno. Slišim listje? Ne slišim. Naenkrat se zavem, da galopiram, da dirjam, da se strmoglavo podim po pešpoti in kot da veje pod mojimi nogami ne utegnejo pokati, kot bi počile te, po katerih sem tekla pred sekundo. Tako kot takrat, ko nekdo teče za vami. Ne oziram se sem ter tja, trdno se oklepam svetilke. Bu, ne! Ne opazuje me. Na sebi ne čutim njenega pogleda. To je pogled narisan z vodenkami na beli rjuhi. Nič več. Zato se pomiri. Ne, Morana je iz slame, ne gleda me. Ničesar ne čuti. Ne gleda me, ne teče za mano, niti se ne plazi. Ne, bu! Hrk, hrk. Mislim na potok, v katerega smo vrgli Morano. In na našo hišo v Mrhovini. In na gozd za njo. In na mesto v njem, kjer so se drevesa začela spreminjati. Jaz pa sem hotela biti tudi dendrologinja, ki bi, ko se drevesa začnejo spreminjati, to prepoznala. Koreninska grudavost, listna arja, gniloba plodov,
Hiran je ljubja zaradi raka. Ja no, tudi drevesa lahko imajo raka, tako kot madla.